puščam besedo gospodu Provatiču. Če bo kakšno vprašanje še iz publike, pa lahko na mail potem. Hvala lepa, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Se opravičujem, ker za prednosti ne morem biti fizično prisoten, vendar glede na to, da je danes kombinacija nekega hibridnega dogodka, mi seveda dovolite, da lahko to predstavim tudi preko Zoom. Jaz bi rekel tako, prvo hvala lepa za povabilo, drugo, sama predstavitev se mi zdi osebno zelo kvalitetna, predvsem se navezuje neke prakse, ki se dogajajo izven Slovenije in jih nekako lahko tudi primerjamo z dogajanji pri nas v Sloveniji. Kar sem jaz vesel od tega prvega dela je to, da zaprav z vidika tudi varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano sem kar močno za to, da se ta dolžni pregled skrbnosti čim prej uvede tudi pri nas v Sloveniji. Ko govorimo o tem, lahko govorimo tudi o tem, da pravzaprav smo tudi preko predstavitev, ki smo jih priložnost slišati v drugem delu, mogoče celo videli malo razkoraka med tem svetom, Evropo pa Brazilijo in pa nekako pogledom oziroma stanjem, ki je pri nas v Slovenijo. Mi smo le en tak majhen otok na tem svetu, smo marsikomu za vzor po sami konfiguraciji, po zelenosti, po prijatnosti, po kulinariki, po vsem tem. Smo vzor tudi po tem, da smo začeli urejati neke odnose, po moje je to rado tudi v neki tradicionalnosti. Moram pa reči, ko govorimo o tej dolžni skrbnosti in potem, kar je povezano s tem, da bi lahko že na prvi pogled, to, kar sem danes slišal, lahko rekel, da pa vsi ti elementi v verigi preskrbe s hrano niso popolnoma ali pa vsi zajeti po posameznih deležnikih. Če govorimo o okolju, v bistvu jaz težko rečem, da je kateri sektor bolj, aktivno usmerjen v prilagajanje podnebnim spremembam kot je kmetijstvo. Seveda iz razlogov, katerih je bilo danes govora. Vendar, drugo je vprašanje, koliko smo pri tem uspešni. Vendar se trudimo. Mogoče se nekje v drugih sektorjih trudijo manj, ko se v kmetijstvu, ali pa sploh še ne razmišljajo toliko o tem, kot bi seveda morali razmišljati. In temu primerno se potem bodo lahko spreminjali tudi ti deleži. Ampak pustimo to. Že tako, kot je bilo v predhodnem referatu omenjeno, je varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano organ, ki prepoznava in motivira vse deležnike v verigi preskrbe s hrano v nekih pozitivnih praksah med deležniki in opozarja na nedovoljeno ravnanje med njimi. Dejstvo je, da institut varuha ima neko pristojnost, ki pravzaprav je dokaj omejena, omejena je pa predvsem s temi, kaj lahko varuh tudi v tem pregledu odnosov, kakršnihkoli naj si bo preskrbovalnih verig ali pa vrednostnih verig, lahko dela. Tako zelo močna omejitev je, da pravzaprav varuh ne more imeti vpogleda v neke dokumente, tudi pogodbe, tudi neke druge dokumente poslovnih subjektov, če to poslovni subjekt oceni, da je to njegova poslovna skrivnost. Se pravi, za to poslovno skrivnostjo se lahko skriva marsikaj, seveda so pa tukaj druge inštitucije, ki pa to pristojnost imajo. Vendar spodbujanje nekih dobrih praks, tudi v Sloveniji so neki primeri dobrih praks, tako v predelovalnem delu, tako kot v trgovinah, so pa seveda tudi primeri, o katerih je bilo prej govora, ki pa se pravzaprav na srečo zmanjšujejo. In ko sem tudi kot varuh delal v lanskem letu eno raziskavo o nedovoljnih ravnanjih oziroma nepoštenih praksah, ki so se dogajali v letu
2019 v primerjavi z nedovoljenimi ravnanji, ki so se dogajale v letu 2016, pravi eno leto potem, ko je v bistvu bil vzpostavljen institut varuha, je bilo to ugotovitev, da so te nedovoljena ravnanja, te nepoštene prakse se bistveno zmanjšale. Tudi to, kar je tudi gospa Kokoljeva tudi omenila. Z vidika dejansko vseh deležnikov v verigi, tako pri pridelovalcih, kot pri predelovalnem sektorju, kakor tudi pri trgovini. Zdaj, samo delovanje varuha pravzaprav je usmerjeno tudi na nek način v tej smeri, v katerem, bom rekel, danes teče beseda. Ne govorimo samo o oskrbovanju verige, govorimo tudi o vrednosti verige, čeprav zakonodaja, ki pa me nekako okvirja, tako kot me, pravzaprav tukaj ne loči tega. Zato sem pravzaprav tudi še toliko bolj vesel, da bo prvo na evropskem nivoju, pa potem upam tudi na nacionalnih nivojih ta dolžni pregled sklepnosti čim prej uveden, ker potem bo možno tudi ta vrednostno verigo dosti bolj učinkovito, pa mogoče tudi izpostavljeno videti. Mogoče bi šel na ta del, ki je tak bolj rezultatski. Rezultat teh je svoje delo pravimo od konec leta 2018 oziroma 2019 naprej, vmes je bilo še to obdobje korone, vendar ne glede na to so se pokazale neke prakse, neke značilnosti in tudi neki elementi, ki še vedno, bom rekel, jih posamezni kupci, ne bom rekel trgovina, ampak posamezni kupci, ki imajo neko znatno tržno moč, uveljavljajo in izvajajo nad dobavitelji, ki so praviloma tudi šibkejši. Tukaj pravzaprav prihaja tudi pri nas, mislim, da je to tudi v tem segmentu to primer, da smo kar dobri interpretatorji razumevanja zakonskih določil, se pravi en stavek, eno določbo 10 ljudi razume na 11 načinov. Tudi pri mojem delu se to pojavlja in tukaj pravzaprav je prvo res potrebno dobiti tisto pravo informacijo, kaj je določena nedovoljeno ravnanje, kaj je za njim mišljeno in kakšna je vsebina. Tega vedno ni tako in tukaj pravzaprav sem imel predvsem na začetku, ko se pravi s 1.1.2019, ko so določila zakon o kmetijstvu stopila v veljavo, se je to pokazalo. Pokazalo se je tako daleč, da je recimo trgovina na določene člene tega zakona dala ustavno presojo, ki pa je pravzaprav jo ustavno sodišče v velikem delu tudi zavrnilo kot neustrezno. Potem ta zakon je prinesel tudi red na področju poslovanja s pogodbami, se pravi, lahko rečemo, da je večinoma poslovanj ali tistih glavnih igralcev v verigi preskrbe s hrano deluje na podlagi sklenjenih pogodb, da pogodbe vsebujejo z zakonom zahtevane elemente, vendar iz vseh teh pogodb pa ni mogoče razbrati, ali je takšna pogodba sklenjena na podlagi dobrih ali, če hočete, etičnih poslovnih praks. Pravi, ko se govori o ceni, ko pa se govori o nekih, potem vsebuje pogodba tudi neke pavšalne elemente, ki vplivajo na samo ceno in pravzaprav dobavitelje silijo, da plačuje nekaj, česar pravzaprav niti ni dolžan plačevati. Recimo temu, da če čist enostavno po domače rečem, da plača snažilko, ki čisti trgovinsko polico, ko je prazna in podobno. Potem se ugotavljajo tudi nedovoljena zaračunavanja samega poslovanja kupca, od nekih promocijskih aktivnosti do tega, kar sem že prej rekel, zaradi zaračunavanja popustov, če kupec predčasno plača dobavitelju, kar seveda tudi iz vidika poslovnih praks, pa mogoče tudi poslovno-etičnih praks ni najbolj prav in je to definirano kot nedovoljeno ravnanje.
No, sama epidemija COVID-19 je dejansko imela kar močan vpliv na verigo preskrbe s hrano, mogoče ne toliko v smislu same oskrbe, čeprav je bil to velik šok za, bom rekel, za celotno verigo, ker sam COVID je povzročil ne samo neko obdobje praznih polic, ampak je v nadaljevanju, potem, ko smo se začeli zavedati COVID-a, povzročil eno zelo veliko zmedo v sami verigi in do samega potrošnika. Zmeda je bila predvsem velika zaradi tega, ker se je pokazala, ob tej priložnosti pokazala neka, ne bom rekel, šibkost in pa neurejenost delovanja te verige ali pa posameznih deležnikov te verige. Tukaj predvsem mislim na ta pridelovalni sektor, ki je izrazito nepovezan in ki je pravzaprav ob epidemiji ostal brez trgov, predvsem tistih trgov, ki so jih imeli mogoče izven Slovenije, pa mogoče tudi v tretjih državah, in dejansko je potem to, kar se je nekako prej blažilo z prodajo v druge države, znotraj EU ali pa tudi izven EU, je to kar naenkrat postalo, bom rekel, predmet ponudbe na slovenskem trgu. To nažalost tega potrošniki niso občutili, ali pa nismo občutili kot nekaj, kar bi povzročilo neko pocenitev hrane. Nasprotno, dogajalo se je celo nasprotno, da se je na trgovinskih policah hrana dražila. Je pa seveda, to je ta šibkost predvsem pridelovalnega sektorja, pojavili so se določene specifike v predelovalnem sektorju, predvsem na področju živalskih proizvodov, mesnih proizvodov, na področju same rastlinske proizvodov pravzaprav so bile težave predvsem v tem, ker se je na drugi strani pa pojavila neka specifičnost slovenskih potrošnikov, to pa je, da ima vsak nekaj imel svojega vrta in je začel pridelovati doma, mogoče manj kupoval v trgovinah, da so bili javni zavodi zaprti, da ni deloval Eureka sistem in tako naprej. To je vse bil neka zmeda v tej verigi, ki pravzaprav nekako traja še danes. So se stvari malo umirile, vendar traja še danes. In v tej zmedi pravzaprav, kar je potrebno reči, je to, da veriga tukaj se ni pokazala kot neka močna veriga z močnimi členi, ampak je ta veriga delovala kot posamezni člen. Kar pomeni, da ukrepi, se pravi deležniki te verige, pravzaprav so reševali svoje težave in ne hkrati tudi reševali samo verigo, kar pa je pravzaprav mogoče tudi malo kritike, je pa to, da je dejansko tudi okolje, tudi država, pravzaprav tudi s svojimi ukrepi je delovala predvsem ozko, ne v smeri verige, kot v smeri posameznega člena. Najšibkejši členi v sami verigi so pridelovalci. To se je v krizi zelo pokazalo. Zdaj, kdo je za to kriv, če že kažemo, kdo za to kriv, ali so to krivi samo oni, sami pridelovalci, ali so krivi tudi sistemi, ki so neprimerno močnejši od njih in bi s svojim položajem lahko vplivali na neko uravnoteženost. Tukaj jaz vidim recimo tudi ta pomen dolžnega pregleda skrbnosti, da dejansko v nekem delu, na nek način, vsaj v manjšem delu, skrbiš za to uravnoteženost. Ali spada to tudi v del te njihove neke družbene odgovornosti, govorimo čisto o neoliberalnem načinu pristopu, ko pravzaprav ni vreden nič kot samo lastni kapital, ali s tem poslovanjem, ko posluješ v verigi,
navzgor in navzdol, dejansko izvajaš tudi neke elemente družbene odgovornosti in seveda, kakšna je vloga države kot odgovorne za to, da ustvari ustrezno okolje, da se ti odnosi, poslovni odnosi, pošteni odnosi, etični odnosi tudi vzpostavljajo, da ne sloni vse samo na nekih neoliberalnih sistemih. Zdaj, kar se tiče samega, ali to vpliva na kvaliteto, na varnost hrano, ali to na zdravje ljudi, ali to, mislim, da tukaj smo lahko mirni, da pri nas imamo sistem, ki nekako zagotavlja, kljub da smo bili priča nekim aferam, ampak če ne bi imeli dobrega sistema, se tudi te afere ne bi odkrile. Gospod Igor, se opravičujem, da vas motim, jaz bi vas samo prosila, če lahko v naslednji minutki zaokrožite in zaključite. Zadnji izroček, tako da končujem. Zdaj, Varuh je ta inštitut, kamor se ta nedovoljena ravnanja prijavljajo. Varuh se na podlagi tega odloči, ali gre za nedovoljeno ravnanje ali ne in ali bo v bistvu sprožil postopek do Agencije za varstvo konkurence. Potrebno je tukaj, bom tako rekel, tudi vseh vrst poslovnega sodelovanja je potrebno upoštevanje in predstavljanje primerov dobrih praks in sem prepričan, da na vseh področjih. Potreba je povezovanja in pa seveda potreba po usposabljenih, po izobraževanjih vseh elementih verige, se pravi od pridelovalca do samega potrošnika. Jaz mislim, da se tukaj pridelovalec in potrošnik prvič premalo zavedata svoje moči in drugič premalo med sabo sodeluje. Evo, pa bom s tem zaključil preko 1 minuti. Hvala lepa.